Lep pozdrav iz studia Idrijskih novic. V današnjem športnem pogovoru bomo govorili o košarki v Cerknem. Naš gost je namreč predsednik košarkarskega kluba ETA Cerkno, gospod Marko Zrimšek. Lepo pozdravljeni. Ja. Prejšnje leto ste prevzeli mesto predsednika košarkarskega kluba ETA Cerkno, pa me zanima, kakšno je stanje v klubu, kakšne so želje, plani, s katerimi se ukvarjate. Lansko leto sem prevzel, zdaj zaenkrat načrtujemo stvari postavljati od začetka pravilno, to se pravi vse po predpisih, vse bolj tako po sistematično smo se lotili stvari, pa upamo, da nam bo vratalo obdržati vsaj tako selekcijo, kot jo imamo zdaj. V bistvu vse, kar delamo na tem, da bomo v bistvu obdržali čim več otrok v tem sklopu, da jih bo čim več treniralo, da jih bo čim več šport družil in nekako ta timski duh, da jim bo rastel še naprej, pa da jih malo odvrnemo od računalnikov pa zaslonov. Koliko otrok pa sodeluje pri vadbi? Zdaj zaenkrat imamo vpisanih v 3 skupinah 53 otrok, to se pravi, imamo nižjo stopnjo, dečki, pol za deklice smo naredili komplet skupino od 1. do 9. razreda, za starejše dečke, to je pa višja stopnja, imamo pa tudi tako, to se pravi, da nekje 17 otrok imamo vpisanih v starostni skupini do nižje stopnje, 17 deklic in okrog 18 starejših dečkov. Se poleg samih treningov udeležujete tudi kakšnih tekmovanj? Zdaj trenutno še ne, imamo to tudi načrtovano nekje, vsaj kar se tiče teh kakšnih prijateljskih turnirjev ali pa prijateljskih tekem. Z sosednjo občino Idrijo smo že dogovorjeni, da se bomo to tudi udeležili, tako obojestransko, naredili en turnir v Cerknem ali pa v Idriji. Zdaj kaj več pa vsaj v tem letu oziroma v tej sezoni nekako ne moremo pričakovati. Nekako smo štartali, da bomo v bistvu začeli vse znova, v bistvu tudi preverili, kakšno stanje je, da v bistvu se tudi sami dobimo neke izkušnje, ker kompletna ekipa, ki jo sestavlja ta košarkaško društvo, je v bistvu, oziroma klub, je v bistvu na novo, se soočamo s tem, tako da se v bistvu še lovimo in nekako imamo dolgoročne cilje, da bi pa kdaj lahko tudi kaj bolj strokovno se začeli delati tudi na tem področju. Torej, trenutno, čeprav razumem, je delo društva, kluba usmerjeno predvsem v vzgojo mladih, osnovnošolcev. Kako pa je s starejšimi kategorijami? Starejših kategorij v bistvu nimamo, ker smo vezani tudi na sam kraj, ker vsi, ki končujejo osnovno šolo, grejo tudi v Ljubljano naprej in ti niso več dostopni nam, da bi trenirali v samem Cerknu, ali hodijo po drugih klubih v Ljubljani, Gorici ali tako naprej. Kar se tiče pa osnovne šole, bi pa nekako lahko še kaj poskušali narediti. Pa bi sama infrastruktura omogočala neko člansko ekipo v Cerknem, da bi lahko nastopala? Sama infrastruktura niti ne, zaradi tega, ker je telovadnica omejena, tako kot je manjših velikosti, zdaj morda kakšno strokovno tekmovanje ali pa tako bolj resno, niti ne bi prišlo v poštev. Sam se bolj nagibam k kakšni organizaciji, kakšne trim lige, da bi v bistvu lahko ekipe iz lokalnega okolja sodelovale, tudi osnovnošolske ekipe, bolj na rekreativni ravni bolj delujemo. Tisto profesionalno ali pa bolj kakšne članske ekipe, jaz ne vidim zaenkrat možnosti še, da bi to upeljali. Kakšno pa je sodelovanje s košarkarskim klubom Hidrija? Vemo, zadnja 2 primera, ko sta košarkarja iz Cerkna prišla igrati za člansko idrijsko ekipo, sta bila Ciglič pa Zidarič, oba tudi pokazala kar nekaj dobrega znanja. Kako poteka to sodelovanje? To sodelovanje moram reči, da je zdaj smo spet oživili. To se pravi, da z košarkarskim klubom iz Idrije sodelujemo zelo dobro, tudi veliko so nam že pomagali. Sploh glede na to, da smo v bistvu vsi na novo, smo se prvo na njih obrnili, zaradi tega, ker imajo določene izkušnje, imajo določeno znanje
in nekako smo tudi v navezi, da če bi mi prepoznali kakšnega tacga, da bi izstopal oziroma da bi bil primeren tudi za Idrijo, da ga ne zadržujemo v Cerknem, ampak da mu damo možnost, da napreduje naprej, kjer mu bojo tudi v Idriji lahko omogočili več, kakor mu lahko mi. Sicer pa vaše delo je na nek način prepoznala tudi Košarkarska zveza Slovenije, tako ste gostili tudi prireditev Igriva košarka. Ja, tisto smo se kar lotili na tem temu, da v bistvu naredimo neko promocijo košarke v Cerknem, sploh za otroke, ker nekako smo mnenja, da kar je višje stopnje ali pa recimo 8., 9. razred smo morda mi malo zamudili ta vlak, pač glede na tudi zdravstveno situacijo, ki je bila v preteklem letu, ampak smo probali res delati na nižjih starostih, v bistvu, da igramo tudi sami treninge oziroma pač za nižjo stopnjo so narejeni bolj na igrivost, zato da jih obdržimo, da lahko pol na njih delamo naprej. Ker se pravim, zaenkrat nimamo niti tako dobrega znanja, da bi lahko starejše dečke na hitro obrnili, delamo pa na dolgi rok, ne, da smo začeli z mladimi, to je od 1. razreda naprej, ker oni bojo le dlje časa, klej in bomo več časa z njimi imeli, kakor recimo z 8. ali pa 9. razredom. Tako da damo bolj poudarek na to. Zdaj, po drugi strani damo pa tudi poudarek, da bomo probali čim več tekmovanj oziroma čim več tekem organizirati starejšim dečkom, zato da bojo tudi mlajši videli, ko oblečejo dres starejši, da imajo neko pripadnost klubu, da se jim pač po domače rečeno fajn zdi, ko oblečejo tisti dres, ko pokažejo nekaj na igrišče in na tak način smo pol tudi zapeljali stvari. Koliko kadra pa imate, bom rekel, tega vodstvenega, poleg vas, ki ste predsednik, koliko imate trenerjev? Trenerjev v bistvu imamo enega, da je licenciran, ostali smo le pomočniki, ki mu pomagamo. Drugače je pomočnikov 4, tako da se tudi rotiramo med sabo. Poleg mene ima vodjo tajništva tudi Primož Tušar. On mi pomaga, zdaj nekako smo razdelili tudi recimo po sekcijah oziroma smo si določene naloge razdelili, recimo nabiranje sponzorjev, kakšne recimo organizacije, prireditev, kar smo si tudi dali v plan, da bi recimo kakšen turnir naredili, sploh zdaj, ko smo naredili tudi, ko smo postavili koše na nogometnem igrišču pri osnovni šoli, bi lahko tudi tam bolj izkoristili, tako da imamo tudi del kadra oziroma posameznike, prav, da bojo pomagali na teh področjih, tako da smo razdelili delo, ker le več ljudi lahko več naredi. Kakšno pa je zanimanje ali pa navdušenje Cerkljanov nad košarko? V Idriji vemo, da vsaka tekma privabi kar ogromno gledalcev v Modro dvorano, kako pa je v Cerkljem? Spremljajo ljudje košarko? Se mi zdi, da bi jo kar, če bi le imeli kaj za spremljati, bomo tako rekli. Da bi bilo kar navdušenje. Pred nekaj leti smo imeli tudi en tak prijateljsko tekmo, ker je bila obletnica ustanovitve košarkaškega kluba. In so kar prikazali neko interes v to, da bi tudi gledala, ne, da je prišlo tudi kar nekaj gledalcev gledati to tekmo. Tudi naredili se je za pač osnovnošolce neko tekmo, da so med sabo igrali, tako da se mi zdi, da je bilo tisto kar zanimivo, bi kar bilo za to velik interes, se mi zdi. No. Omenili ste že eno obletnico v preteklosti, kmalu pa se približuje naslednja. Leta 2024 bo minilo 50 let od ustanovitve košarkarskega kluba ETA Cerkno. Kakšen imate, bom rekel, pogled na teh preteklih 48 let delovanja? Zdaj, kar se pač daljne zgodovine tiče, oziroma malo daljše, se mi zdi, da je bila kar na nivoju. Jaz se tudi spomnim, ko sem še v košarkarskem klubu Cerknca igral, ko smo prišli sem, je bil tu zelo višji standard, kakor je zdaj, recimo, ali pa višja kakovost igre, kakor je zdaj. Tako da se mi zdi, v preteklosti so imeli lepe rezultate, tudi lepo so delali, vsaj kar imam jaz informacije, in nekako se mi zgledujemo po tem, da bi nekako enkrat tekom let lahko tudi do tega nivoja morda še prišli. Omenili ste, da ste tudi sami igrali košarko.
Še kaj potrenirate ali samo kar je v sklopu treningu z najmlajšimi? Sam kar je rekreativno, zdaj zaenkrat. En čas smo imeli, tudi tam, ker sem jaz doma, smo imeli te trim lige, tako da sem tam sodeloval, zdaj pa bolj sam rekreativno. Veliko več energije pa vlagate v vodenje kluba, verjamem? Ja, zdaj jaz sem začel to čisto od začetka, jaz tudi osebno nimam kakšnih velikih izkušenj z tega področja, tako da se še nekako vsi lovimo malo in moramo kar veliko truda vsi vložiti v to, da nekaj imamo za pokazati tudi, no. Ampak verjamem pa, da vidite nek cilj in da vsi delate z vsemi močmi, da boste to dosegli. Ja, tudi recimo iz strani osnovne šole Cerkno smo dobili zelo veliko podporo, tudi oni so v bistvu že zdaj, kar smo do zdaj naredili, so prepoznali nekaj, da neke premike delamo, da delamo v pravi smeri, tako da v bistvu tako sam strmimo, da bomo naprej, tudi starši so prepoznali, da se nekaj spreminja, da delamo bolj resno, bolj sistematično. In nekako upamo, da nam bo to še naprej tako uspelo. Marsikje, pa ne le v Sloveniji, tudi v svetu so posamezni športi v znamenju lokalnih derbijev. Lahko kdaj pričakujemo derbi Idrija-Cerkno? Jaz upam, da je ono. Delamo v tej smeri, da bi res enkrat lahko se parirali resno tudi z Idrijo. Marko Zrimšek, najlepša hvala, da ste se odzvali povabilu za pogovor v našem studiu. Želim vam, da bi vam te načrti uspeli in da bi cerkljanska košarka imela še lepo prihodnost. Hvala. Vam, spoštovani gledalci, pa najlepša hvala za ogled tega pogovora in pa vabim tudi k spremljanju ostalih prispevkov studia Idrijskih novic.